Se spomnite, katero knjigo ste brali za maturitetni esej? 150krat vse najboljše. V nedeljo 10. maja bomo praznovali 150. rojstni dan Ivana Cankarja. Minulo sredo so letošnji maturanti odpisali esej iz maternega jezika. Brali so njegov roman Na klancu in roman Tine Vrščaj z istim naslovom. Kako so se odrezali, bo znano julija. 42 let življenja, ki ga je Cankar začel na Vrhniki, 7 dram, 10 romanov, od tega je v 7. glavni lik ženska. Pa ena pesniška zbirka, znamenita erotika seveda, ki jo je Škof Jeglič dal sežgati. Številni eseji, odločna politična kariera in revolucionarna inovativnost. Toda krivično je, da je vse, kar je od romana Na klancu prešlo v splošno zavest, Tek za vozom in Cankarjanska mati, arhetip požrtvovalne matere. Cankarjevi ženski liki so bili namreč veliko več. Ženska se je pri Cankarju lahko odločila, da ne postane mati. Pokazal je, da ji ni treba ostati za štedilnikom, temveč je lahko tudi popotnica. Tako ugotavlja literarna zgodovinarka Alojzija Zupan Sosič, s katero smo se pogovarjali. Kakor so krivični tudi stereotipi, ki so nam ostali o njegovem življenju. Nekaj si bom sposodila. Recimo, Cankar je bil velik umetnik, a tudi velik pijanec. Cankar je pomemben, a preveč konflikten. Je preveč pesimističen, njegovi liki pa pasivni. Cankar se težko bere zaradi njegovega sloga, preveč je nerazumljiv in ni primeren za mlajše bralce. Toda stereotipi so zato, da jih zavržemo. Ivan Cankar je bil namreč revolucionar, genijalen posameznik in teh noben narod nima preveč, še pove Sosič. Bil pa je tudi velik mislec in filozof. In pisal ni le o težkih temah, temveč tudi desetine veselih, hudomušnih in igrivih kratkih pripovedi, pravljic, novel, polnih humorja, ironije, tudi satire. Začeti bi morali s tem. In če ni časa za branje romana, lahko beremo črtice. Vse najboljše mojstru in vse najboljše želimo tudi maturantom in maturantkam, ki jih po eseju čakajo še druge preizkušnje.